Ojla, dragi starši, danes bom govorila o spremembah, ki nas čakajo naslednji teden. To je seveda šola, ki se bo spet začela, ampak samo za nekatere otroke, za druge pa ne. Ne bom vam povedala, a je to prav, a je narobe. Ne bom se razburjala okrog tega, ne bom hvalila tega, zaradi tega prvič, ker bomo šele pol videli, kaj se bo zgodilo, ko bomo imeli izkušnjo. Ko bomo videli, kako so otroci to sprejeli, ko bomo videli, kako smo se mi znašli. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da se mi zdi zdajle veliko bolj pomembno nekaj drugega kot to, da se vi zdaj odločate, a je to prav ali narobe, in ste vsi jezni in razdraženi in ne veste, kaj bi. Glejte, to, da gre prva triada drug teden v šolo, ostali pa ne, je pač dejstvo. To je dejstvo, ki ga ta hip ne moremo spremeniti. In če pogledamo na tak način, vidimo, da je edini način, ki je pravi način ta, da se vi kot starši na to pripravite in da vi kot starši na to pripravite vašega otroka. Dobra stran izolacije, karantene, karkoli, je ta, da je ta čas presekal neke stvari v našem življenju. Midva sva imela prej ogromno družin, ki ste se ukvarjale samo s tem, kako dol scufati otroka s telefona. Zdaj je tehnologija prinesla v bistvu neko spremembo, in sicer to, da je kar naenkrat so pač te tehnične stvari, internet, telefoni, računalniki so postali nujno potrebni učni pripomoček. Tako da se je tudi odnos do teh aparatur majčkeno spremenil, majčkeno se je omehčal. Zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka naslednji teden. Doma bodo ostali otroci starejši od 10 let. Ja, zdaj imamo starše, ki imajo to srečo, da imajo varstvo in jih bodo lahko peljali v varstvo. Imamo pa starše, ki nimajo nikogar. In bodo preprosto postavljeni pred dejstvo, boste postavljeni pred dejstvo, da morate svojemu otroku zaupati. In dajmo pogledati, kaj je tisto, kar vi lahko naredite vnaprej, kako se lahko ta teden vnaprej pripravite. Recimo, ena stvar je, da se mogoče kakšen dan že delate, kot da je naslednji teden in da je vaš otrok sam doma, da kakšno uro malo pogledate, malo povadite, kako se znajde, kaj bo v tistem času počel. Druga stvar, ki jo lahko naredite, je, da se z otrokom o tem pogovarjate in da mu poveste to, da se bosta na novo učila zaupati drug drugemu. To se pravi, jaz se bom zdaj učila, da ti zaupam, in ti se boš držal stvari, ki se jih zmeniva, in to pomeni, da najino zaupanje raste. Ne boš se držal stvari, ki se jih zmeniva, to pomeni, da najino zaupanje ne raste. Kaj je tukaj pomembno? Pomembno je, da na novo postavite glede stvari, ki so vam pomembne, nova pravila. Za vas in za vašega otroka. Zakaj rečem za vas? Pravila morajo biti preprosta, morajo biti simple, narejena morajo biti na tak način, da jih vsi razumete. Narejena morajo biti na tak način, da vi lahko preverite, ko pravilo postavite, kako ga je otrok razumel, kako ga je otrok slišal. Pravilo je fajn, če je narejeno tako, da ima otrok možnost izbire. Ja, najprej rečem simple, a ne, pol pa zakompliciram. Ampak glejte, to tako je. Možnost izbire je drugače zelo simple, ko jo starši enkrat obvladate in ko vam gre. Midva imava starše, ki so se to naučili in nama govorijo, da je od takrat življenje skoraj brezskrbno. Zaradi tega, ker je otrok tisti, ki izbere in nosi posledice tega, kar je izbral. Tako da, ja, skratka, povedala sem vam 3 stvari. Zaupanje, simple pravila, preprosta pravila, jasna pravila, pravila, ki jih zmoremo, starši in otroci, in seveda možnost izbire. Še več imamo teh alinej, še več je teh stvari. Midva z Albertom sva posnela en webinar Otroci in telefon, v katerem zelo jasno poveva, kaj je pomembno pri tem, ko postavljamo pravila.
Kdaj se postavijo pravila? Zakaj se postavijo pravila? Kaj so v resnici meje? Ta webinar najdete na tej povezavi, tukaj gor. Kliknete in boste videli, vsebuje vse sestavine. Najprej, kako postaviti pravilo in potem še kako ga izvesti, zato da so stvari dokončane, da smo mi dosledni, da naredimo tako, kot je treba. Tako da otrok ve, da mi resno mislimo. Jaz vam res svetujem, da si pogledate ta webinar. Prvič vam bo prav prišel zaradi tega, da boste na novo postavili pravila glede telefona. Drugič vam bo prav prišel zaradi tega, ker na to zgodbo lahko daste katerakoli pravila, od točnosti, o hišnih opravilih, o čemarkoli želite postaviti nek red, neko strukturo, zato da bo vaš otrok zaposlen skozi dopoldan tudi s stvarmi, ki so dobre za njegovo življenje in da mu bo minil čas. Tako da poglejte si tole povezavo, kliknite gor, klik in ste že tam in boste videli, kako bo vaše življenje bolj mirno naslednji teden, ko boste odšli od doma in otroka pustili doma. Hvala, ker ste bili z mano.